90% delavcev, ki prihaja k nam, tujih delavcev, ki jih naši delodajalci zaposlujejo pri nas, dela za minimalno plačo, večinoma opravljajo preprosta fizična dela in imajo zelo nizko izobrazbo. Približno takšen odstotek ima osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo. Torej, roke potrebujemo. Za taka dela očitno na našem trgu dela ne najdemo delavcev in zato delodajalci zaposlujejo delavce iz tretjih držav. Torej, od delavca, ki ima nizko stopnjo izobrazbe, ki trdo fizično dela 8 in nažalost večkrat tudi več kot 8 ur na dan, pričakujemo, da se bo po napornem delu šel še domov stuširati in potem še na tečaj slovenskega jezika in še tega uspešno opravil. Ne bo se zgodilo. Zato je treba tem delavcem v prvem letu, se strinjam, dati vsaj čas, če že država zagotavlja tečaje, da se tega tečaja udeleži. Ko smo to predlagali, smo pa iz vseh strani slišali, da je pa to neprimerno breme za naše delodajalce. In zdaj vas sprašujem, ali boste podprli naš predlog, ko bomo predlagali obvezno integracijo za tuje delavce iz tretjih držav v prvem letu. Da delodajalec, ki si pripelje delavca sem, ki ga rabi za svoje podjetje, seveda ga rabi celotna družba. Ta delavec gradi naše ceste, naše bajte, dela v našem kmetijstvu, pobira pridelke na naših poljih in tako naprej. Ampak delodajalec je prvi, ki ga rabi. Ali smo pripravljeni podpreti vsaj to, da ima obveznost mu dati čas, da se udeleži tečaja, ki bo omogočil integracijo. In ja, integracija se začne z jezikom.